V šolske klopi pa bodo čez dobrih 10 dni spet sedli učenci in spet novost. V več kot tretjini šol bodo pri biologiji v 8. razredu začeli uporabljati prvi interaktivni učbenik, ki bo s številnimi animacijami in videoposnetki prispeval k boljšemu razumevanju in učenju snovi. In pri nastajanju učbenika je založba sodelovala tudi z National Geographicom. Več kot 70 videoposnetkov in animacij ter skoraj 500 fotografij. Takšen je najmodernejši prvi interaktivni učbenik za biologijo v 8. razredu, ko učenci spoznavajo anatomijo človeka. V poskusu so najstnikom naročili, naj se sklonijo naprej in gumijastoračko položijo na ciljno črto. Verjetno ste že dobili občutek, da je to zelo, zelo ustrezno in kar se vsebine tiče in kar se jezika tiče ravni učencem, ki to poslušajo. Učenci se bodo tako z učbenikom nove generacije, ki je didaktično zasnovan in omogoča tudi sprotno preverjanje znanja, lažje učili. Tekstov v teh digitalnih učbenikih je manj. To učenje je veliko bolj enostavno, ker je tukaj osnovno gradivo, se pravi besedilo je vedno podprto z veliko slikovnega gradiva, videoposnetki, animacijami in vse to doprinese k temu, da je to lažje spremljati, lažje s takim gradivom delati. Takšen sistem učenja bo v novem šolskem letu uporabljalo 157 osnovnih šol, kar je 35% vseh slovenskih osnovnih šol. Že v prihodnjem šolskem letu pa bo poleg interaktivnega učbenika za biologijo na voljo še učbenik za fiziko in kemijo. Medtem pa nogometaši